Vsekakor bo zadnji krog zelo zanimiv, sproti bomo tudi spremljali, kaj se dogaja na ostalih igriščih in poskušali nekako zvedeti, kdo bo na koncu na katerem mestu. Olimpija v zadnjem času v nekoliko boljšem izdanju, no v minulem krogu pa so Ljubljančani izgubili v Novogoriškem športnem parku z 0:1 proti Gorici, ko je bil Osuđi mož odločitve, no za Olimpijo pa je zapravil tudi 11-metrovko Miškić, oziroma drugače povedano dobra obramba goriškega čuvaja mreže Sorčana. Prijetno presenetili v tem prvenstvu Škofje, ki igra svojo prvo sezono v prvi slovenski nogometni ligi. Tu je zdaj morda priložnost za Vrbanca, ki je sprožil toda prek vrat Roka Vodiška. Priložnost za strel in obramba Matije Kovačiča. Lepa priložnost je to bila za Olimpijo. Pa še enkrat Romun Krecu na 13 tekmah en zadetek. Zdaj nekaj več prostora za Abasa. Obetavna akcija je tu za Olimpijo. Abas, Miškić do strela, pa potem Penko do odbite žoge in zadetek Ljubljančanov. Olimpija vodi torej z 1:0. 37. minuta. Torej ali Penko ali Miškić. Strel Miškića pa rahlo prek vrat ostaja pri vodstvu Olimpije z 1:0. Krecu umirja akcijo Ljubljančanov, Krecu, potem pa si je napako privoščil Paskera. Tu je zdaj priložnost za Tahiraja. Tahiraj strelja in ostaja 1:0. Je bolje, če končaš kot drugi, kot podprvak v državi, kot pa naprimer na 4. mestu. Lepo zdaj Tahiraj za Kociča. Kocič podajo pred vrata, priložnost za Aluminij. Toda Blaž Kramer je z glavo meril premalo natančno. Očitno je bil to celo Žiga Škoflek. Vratar Kovačič pri 23 letih, obramba pa je vendarle nekoliko bolj izkušena. A Vodišek s težavami. Priložnost za Tahiraja, ki je sprožil to, da spet mimo vrat Olimpije. Boateng. Še naprej Boateng, priložnost za Olimpijo. Strel pa prek vrat. Potem, ko je sprožil Andraž Kirm. Olimpija torej na koncu tretja. Zdaj so pritekli na igrišče tudi navijači Olimpije in prestrašili tudi malce nogometaše. Kakorkoli že, torej Olimpija je slavila v zadnji domači tekmi z 1:0, strelec edinega zadetka pa Leon Penko. Pa da, normalno da je lijepo pobjeđivati, pogotovo doma, pred domaćom publikom, i hvala Bogu da smo pobjedili i da smo se oprostili sa ovog stadiona za ovu sezonu. Ali znamo svi koliko nam je važna u sredu utakmica i moramo se što prije odmoriti i dobro pripremiti za tu utakmicu u sredu. Ja, pred tekmo smo vedeli, da nas čaka zelo pomembna tekma, žal nam ni uspelo. Sedaj bomo ta obstanek v lige probali si zagotoviti preko kvalifikacije. Jaz verjamem svojo ekipo in vem, da bomo te kvalifikacije odigrali pozitivno in obstali v lige.